Lep pozdrav na to nedeljo, na ta Gospodov dan, ko obhajamo praznik Binkošti, ko se cerkev spominja in dejansko praznuje praznik prihoda Svetega Duha. Prejšnji teden smo govorili o učencih, ki niso prepoznali Jezusa kar tako, ki niso kar tako verjeli na besedo Jezusa sem videl, ampak so se hoteli prepričati. In Jezus jim je dokazal, da je resno vstal in jim je obljubil Svetega Duha. In znova niso vedeli, kaj to pomeni. Kdo bo prišel, kako bo prišel, kaj se bo zgodilo, ali bomo vedeli, da se je to res zgodilo, kar je Jezus obljubil. In ko so bili zbrani v molitvi skupaj z Marijo, se nad njihovimi glavami prikažejo plameni ognja, Božjega ognja. Ognja, ki jim je dal pogum, zanos, veselje, moč, ki je utrdil njihovo vero, da so odprli vrata, ki so bila do sedaj zaklenjena, in so šli ven in govorili o Bogu in pričali o odrešenju, ki ga imamo v Jezusu Kristusu. To je Binkošti, dragi gledalci. Prihod Svetega Duha, ki tudi meni, vam in vsakemu človeku, ki to hoče, podeli moč. Moč za življenje po Božji besedi in moč za pričevanje, da je Bog med nami. Na eni od francoskih cerkva, ki so veličastne, lepe, vsaka po svoje znamenitost, izstopa ena cerkvica, ki ima na vhodu poseben portal. In v vrhu tega portala je unikatna, nenavadna upodobitev. Na sredini je Bog Oče. V eni roki ima dleto, v drugi kladivo. Nekaj dela, nekaj oblikuje, nekaj kleše. Pri delu ga vodi Sveti Duh, ki je odzadaj in s krili objema njegove roke, s kljunčkom pa mu prišepetava na uho, torej ga vodi pri njegovem delu. In morda vas zanima, kaj dela Bog Oče. Kleše in oblikuje Adama. Njegove roke, njegove noge, njegovo glavo, njegovo zunanjo podobo kleše Bog Oče. A ne kar tako, ne kar na pamet, kako bo nekaj ratalo. Če ste opazili, tukaj nekdo manjka. In manjka tretja oseba Svete Trojice, Jezus, ki je na tej strani portala. Oče in Sveti Duh gledata v Jezusa in po njegovi podobi izklesujeta Adama. Močna prispodoba Svete Trojice, močna prispodoba binkoštnega praznika. Sveti Duh nas oblikuje po Jezusu Kristusu, da bi v naših besedah, v naših dejanjih, v naših vsakodnevnih srečanjih ali v družini, ali v službi, ali v šoli, ali na poti, ljudje lahko začudili, ta je dober, ta je kristjan, ta govori spodbudno, ta človek je zares odpustil, ta človek ne govori grdih besed, nisem ga še videl, da bi ukradel. Potem ljudje lahko spoznajo, ali je v nas Sveti Duh ali ni. In ker rad zaključim s kakšnim primerom, vsi poznate ali smo poznali, še poznamo Michaela Jordana, velikega košarkaša ameriškega, ki je velikokrat nastopal v raznih reklamah in nekoč je delal reklamo za neko ameriško pijačo, ki je bila izrazito oranžne barve. In ko je on to pijačo popil, je potem, ko je treniral, začel potiti in običajno potimo vodo. On pa je potil to oranžno pijačo. Torej, tako ga je prevzela, tako ga je napolnila, da je tudi skozi pot prišla ta pijača ven. In to je lepa prispodoba za nas, kristjane. Vidi se, kaj nosimo v srcu, ker to pride ven. Če nekdo stalno kriči, če je stalno jezen, ni Svetega Duha v njem. Če pa zna reagirati z mirom, spoštljivo, da prinaša upanje, da v ta svet prinaša nekaj tolažbe, vere, blagoslova, se vidi, da je v njem Sveti Duh. Prositi moramo za ta dar. Naj bo Bog med nami, naj bo Bog v nas, naj resnično pride Sveti Duh in vodi vsak naš dan. Vam želim mirno nedeljo in vas
vse gledalke in gledalce vašega kanala lepo pozdravljam.